Mi smo na voljo mladim 365 dni na leto, od pol 8 zjutraj do 10 zvečer, kada so koncertne dejavnosti in gledališke aktivnosti še kasneje. Zdaj sem res ponosna na ekipo, ki, bom rekla, ne jemlje delo v mladinskem centru zgolj kot službo. Mladi imajo res močno podporo, tudi ekipa je vedno odprta za vsa sodelovanja. Aktivnosti, ki jih izvajamo v mladinskem centru, so aktivnosti, kjer ali ideja prihaja mladih in v veliki meri tudi izvedba iz njihove strani. To so aktivnosti, bom rekla, ki je medvrstniško so zanimive. Prejeli smo 40 prijav za naziv najprostovoljca leta 2022, gledamo za preteklo leto. Komisija je imela zelo težko delo pri tem, ker je prišlo zelo veliko lepih zgodb, prostovoljskih zgodb, in zelo težko je biti v vlogi nekoga, ki se odloča. Kar sem želela povedati, je še to mogoče, da smo zbrali letos 10 najprostovoljcev, to je spet rekord, zaradi tega, ker smo se res zelo težko odločili, tako da smo v vsaki kategoriji nekako, ker je res bilo zelo težko izbrati nekoga, smo izbrali dvojno. Namizna igra, ki smo jo razvili v okviru projekta Storytelling for Youth Work, skozi katero v bistvu se mladi učijo o nekih, se pravi, demokraciji, in se potem o tem razglabljajo, skozi to pa v bistvu potem tudi naredijo zgodbo. Ličen kart in imaš neko nalogo znotraj tega in so zelo tako peljete čez zgodbo, oziroma zelo moraš biti kreativen pa razmišljati sproti. Ful je fajn, ker je lahko igraš, res mislim, 4 ure smo igrali z enimi kolegi, pač res ful dolg traja, tako da res super. Tudi mladi radi pridejo v mladinski center in igrajo tole igro. Potem je projekt Adaptive Sports Programs, ki se je končal lani, v bistvu za vključevanje, se pravi, mladih z manj priložnostmi. Tole je tudi priročnik, ki smo ga naredili v Braillovi pisavi za slabovidne in slepe. Potem imamo projekt Spoznaj lovca, ki se je začel v bistvu letos in je solidarnostni projekt v sodelovanju z lovsko družino. Gre pa za to, da mladi spoznajo, se pravi, pomen lovstva, da je to neko biodiverziteto v gozdovih delajo in da ni v bistvu samo streljanje živali. Priročnik Mentorab, ki je za mladinske delavce. Se pravi, kako v bistvu nuditi podporo prostovoljcem in jih motivirati za nadaljnje prostovoljsko delo.